No, Patrik Perošek, kandidat Desusa, danes tudi predstavlja tukaj v Kopru. Danes je kar gneča, ne? Tle, kar se tiče teh strank. Ja, gneča je seveda zadnja sobota, ko se še lahko promoviramo, bi rekli, tukaj na tržnici, tako da smo verjetno vsi tudi danes prisotni, ne? Pa še Vina Koper je prisoten z prvim moštvom. No, tako da je tudi zaradi njih se enako zahvalite, ne, da so vam popestrili malo to kampanjo. Ja, pa tudi vreme danes je, jaz pravim, naklonjeno, ki ni tako vroče, kot je bilo v prejšnjih dnevih. No, se strinjam. Torej, z 32 leti ste med mlajšimi kandidati, ne, sicer Erjavec se hvali z eno še mlajšo, ne, in tudi lepšo, vsaj meni se zdi lepša, ne. Ja. Kako to, da ravno pri Desusu? Dejstvo je, da Desus je pravzaprav za vse generacije, ne, in če želimo imeti našo pokojnino dostojno, potem moramo že danes delati na temo, ne. In ravno zaradi tega sem se tudi odločil, da se pridružim, ker prvo želim svojim staršem najboljše in zato moram danes njim pomagati, zato da bom tudi pol kasneje tudi jaz. Eko, izvolite, ja. No, tako da se maknemo. No, lepo, in kakšne ambicije ima zdaj na teh volitvah? Tako kot kažejo, Ti zdi v redu, no to me zdi. da imamo še 2 tedna, bi Desus definitivno bila prva stranka. Aha, tako celo? Ja. No in kako Ljudje misliš? če dalje bolj spoznavajo, da brez Desusa pač dejansko ne gre in da smo tisti edini, ki se bomo res potrudili in zavzeli, da bojo pokojnine dostojne, da bojo minimalne plače primerljive z evropski in nenazadnje tudi, da bojo študenti imeli boljše pogoje študija. Ja, me še nekaj, ne. Med evropskimi državami je v bistvu Slovenija ena redke, ki ima sploh v parlamentu ta stranko upokojencev. Ja, jaz mislim, da bo to dober pokazatelj tudi za druge države, da se začnejo pač, bi rekli, združevati in zagovarjati interese starejših, ki pač če dalje bolj jih družba zapušča in jih pušča na, bi rekli, na robu. In zato je prav, da obstajajo stranke kot je Desus, katere pač imajo en osnovni glavni cilj, da so pokojnine dovolj visoke, da lahko živijo ljudje v tretjem delu življenja čim boljše, tako kot so vedno sanjali in tako kot so si vedno želeli. Še nekaj, kako misliš, da je vplivala ta afera s Patrijo, oziroma vpliva še vedno ta afera s Patrijo? Vpliva samo na Ljubljano ali pa še tudi pod Črnih Alp? Pravzaprav mi se ne ukvarjamo s tem težavam. Mi tukaj, bi rekli, v Kopru oziroma na obali sporočamo ljudem tisto, kar je naš osnovni program. In mislim, da je to prav, da ljudje razumejo in da se bolj osredotočajo na te stvari, ne pa na Patrijo. Patrija ne bo prinesla, bi rekli, tistih dobrih rešitev za upokojence, kot je naš program. Naš program je bistven in mi se ravno zaradi tega zavzemamo, da ga čim boljše lahko realiziramo in močnejši, ko bomo v parlamentu, lahko tudi dvignili pokojnine. Ok, najlepše hvala.